Dejstvo je tudi, da Računsko sodišče seveda ni zavezano poslati vsem organom, ki lahko kakorkoli sprožijo na postopek za razrešitev odgovorne osebe, ampak samo tistim organom, za katerega oceni, da lahko na najučinkovitejši način izpolni njegov poziv. Pravica seveda ocenjevanja, kateri organ je najprimernejši za najučinkovitejšo izvedbo poziva, pa je nedvomno v naši pristojnosti, torej pristojnosti Računskega sodišča, ki je pa, mislim, da je kot pravno podlago vzelo tudi 112. člen Ustave, ki določa, da Državni zbor ministre razrešuje na predlog predsednika vlade. Pojavlja se tudi seveda vprašanja glede tega, da Računsko sodišče, če še ne more sprožiti postopka za uveljavljanje politične odgovornosti. Dejstvo je, da Računsko sodišče v tem svojem pozivu ni zahtevalo sprožitev postopka na podlagi ocene ali pa uveljavljanja morebitne politične odgovornosti, ker zato seveda so pristojni drugi organi in so na voljo drugih mehanizmi. Pač pa je zahtevalo sprožitev postopka na podlagi, če rečem, poslovodske odgovornosti, strokovne odgovornosti, ministra, predvsem zaradi, kot smo že večkrat navedli, hujše kršitve dobrega poslovanja, torej zaradi nezadovoljivih ukrepov, ker dejstvo je, da minister kot predstojnik ministrstva ne nosi zgolj samo politične odgovornosti glede določanja politik in oblikovanja usmeritev samega resorja v okviru pristojnosti, temveč tudi na podlagi 65. člena zakona o javnih financah kot predstojnik ministrstva je odgovoren tudi za zakonito in pa seveda učinkovito poslovanje ministrstva, ki ga vodi. Naravno v tem delu, bomo rekel, zakonitosti in učinkovitosti je podan razlog in ta odgovornost, na podlagi katere smo mi pozvali, oziroma dali poziv za začetek postopka ponavlja. Ne za razrešitev, ampak za začetek postopka za razrešitev. Nekaj, kar smo sicer že povedali, ampak se mi zdi pomembno še enkrat poudariti, da zakonodaja, se pravi tista, ki ureja področje Računskega sodišča, na podlagi odgovornosti za hujšo kršitev obveznosti dobrega poslovanja za ministra ne predvideva nobene izjeme. In tisto, kar smo že večkrat poudarili, da po našem tolmačenju, po našem mnenju so torej pred zakonom vsi enaki. Kar se sicer velikokrat pojavlja v medijih. Zato seveda se nekako ne moramo strinjati recimo s trditvijo, da pri ministrih gre za neko drugačno odgovornost ali pa izjemo. Predvsem iz razloga, ker, če rečem, posledice neizpolnjevanja ali pa slabega gospodarja in poslovanja z javnimi sredstvi ali pa javnimi financami, se pravi, posledice morajo biti enake za vse. Sicer bi verjetno zakon ali pa zakonodajni okvir bil drugačen. Pri tem seveda velja tudi povedati, da je zakon o Računskem sodišču lex specialis, se pravi poseben zakon v odnosu do zakona o vladi in kot rečeno tukaj ne vidimo kakšnih ustavno-pravnih dilem glede tega, ker kot rečeno damo poziv za začetek postopka, premier ga posreduje Državnemu zboru, ki potem vsebinsko odloča o tem pozivu. In kot rečeno, odgovornost, pa breme odgovornosti, seveda se ne more zdaj prenesti na katerikoli drug organ. Tisto, kar bi še mogoče proti koncu poudaril, je to, ker pač smo zasledili tudi neko razmišljanje, da gre naš poziv obravnavati zgolj kot informacijo. Seveda v najširšem smislu dejansko gre za neko informacijo z pozivom. Torej, informacija je pravzaprav obrazložitev poziva in torej utemeljitev, zakaj smo se odločili za ta korak, oziroma zakaj so izpolnjeni pogoji za ta korak, kot rečeno, kot to veleva zakon. In sam poziv je torej naslonjen na
ugotavljanje dejanskega stanja in je posledica nečesa, kar seveda se je zgodilo prej. In dejstvo je, da če bi bilo razumeti naše pozive zgolj samo kot neko informacijo, do katere se pač opredelimo ali ne opredelimo, potem seveda postavlja Računsko sodišče v zelo čudno luč, ker potem ne vem, bi lahko tudi bili nič drugega kot samo nek organ za oblikovanje informacij. To pa seveda Računsko sodišče tudi skladno z ustavo ni. Nekaj, kar bi še želel poudariti tudi to, da postavljanje vprašanja, te ustavno-pravne presoje, mi seveda se bomo podrobneje o teh vprašanjih opredelili, čeprav to ni izrecna zahteva iz samega zakona, ampak čisto iz odnosa korektnosti bomo to v naslednji teden tudi potem posredovali premierju. Dejstvo pa je, da namen neodvisnih inštitucij, ki spadajo v narekovajih tako imenovana četrta veja oblasti, je ravno to, so ravno te njihove dodane ali pa dodatne pristojnosti, da posežejo v ta klasična razmerja delitve oblasti. Temu seveda so tudi namenjene v tem smislu preverjanja tako imenovane horizontalne odgovornosti. In če imamo vertikalno odgovornost, ki se preverja na podlagi volitev, se pravi vsake 4 leta, imamo potem tudi to horizontalno, kjer je pa vloga teh neodvisnih inštitucij, od varuha do Računskega sodišča, do protikorupcijske komisije, do komisije oziroma državne revizijske komisije, ravno ta. Da pravzaprav, kot sem rekel, posegajo, ravno zaradi svoje neodvisnosti, da posegajo v ta razmerja med posameznimi vejami oblastmi in torej med posameznimi ravnanji. In seveda zaskrbljujoče bi seveda bilo, če bi se na kakršenkoli način skušala de facto, govorim, zmanjševati pristojnost Računskega sodišča. Vsekakor bi to pomenilo velik korak nazaj, posebej še, ker se mi zdi, da, oziroma prepričan sem, da se pristojnosti morajo razumeti na enak način, torej jih merimo in upoštevamo z enakimi vatli in definitivno bi neka razprava o takem pozivu, kot je sedaj, lahko povzročila potem, če rečem, neke dvome ali pa neka vprašanja, ki jih seveda sami ne razumemo tako. In dejstvo je, da so pristojnosti Računskega sodišča seveda jasne. In v primeru ocene o hudi kršitvi dobrega poslovanja so tudi ukrepi popolnoma jasni. In pravzaprav s tem bi tudi zaključil, kot rečeno, opredelili se bomo do mnenja zakonodajne pravne službe. O tem tudi obvestili premierja, pričakujemo pa seveda, da bo premier posredoval odločitev o tem, ali bo ponavljam sprožil postopek pred pristojnim organom, to je pred parlamentom, in torej predsednik vlade ne bo tisti, govorimo o sami odgovornosti, ki bo odločil ali o razrešitvi ali ne razrešitvi, ampak o začetku postopka za razrešitev. Toliko z moje strani. Ja.